Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: prejmite svetega duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed 12, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rano od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu: položi svoj prst sem in poglej moje roke. Podaj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu je odgovoril in rekel: moj Gospod in moj Bog. Jezus mu je rekel: ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Jezus je v pričo svojih učencev storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. To je Kristusov evangelij. A ste se kdaj vprašali, kako se ljudje učimo? Kako prepoznamo, kdaj, komu in kaj bomo verjeli? Jasno je, da vsem vsega ne moramo verjeti. Ampak kdaj, komu in kaj pa bomo verjeli? Verjetno komu, tistim ljudem, ki jih poznamo, bomo lažje verjeli, kot tistim, ki jih ne poznamo. Tistim, ki jih poznamo dlje, bomo lažje verjeli, kot tistim, ki smo jih ravno kar srečali. Kaj še? Tistim, ki so se nam v preteklosti mogoče že izkazali kot zaupanje vredni ljudje, bomo spet lažje verjeli, kot tistim, za katere recimo pač imamo izkušnje, da so se večkrat zlagali. Kaj bomo verjeli? Verjetno lažje ene stvari, ki se nam zdijo bolj verjetne kot druge. Ampak kje naredimo mejo? Vam dam en primer, da si bomo lažje predstavljali. Predstavljajte si vašega zelo dobrega prijatelja ali pa prijateljico. Veliko stvari ste dali skozi, veste, da je to zaupanje vredna oseba, in pride do vas in nam reče: sinoči sem videl na sosedovem travniku pristati leteči krožnik, iz njega stopiti 3 vesoljce, ki so nekaj pobirali po zemlji, in potem je krožnik odletel. Kaj bi si mislil v tem? Zaupanje vredna oseba. Nikoli nobene neumnosti. Zdaj pa pravi, da je videla vesoljce. Verjamem, ne verjamem, zaupam, ne zaupam. Zakaj vas to sprašujem? Ker se mi zdi, da je v podobnem položaju se je moral znajti apostol Tomaž. Apostoli so, kot vemo, Jezusa, razen Petra in Janeza, vsi ostali apostoli so Jezusa nazadnje videli kje?
V noči iz četrtka na petek v vrtu Getsemani, ko so prišli vojaki in so ga prijeli. Takrat so se vsi učenci razbežali, Peter je oddaleč sledil, toliko, da je potem še predno je bil dan, ga je še 3-krat zatajil in Janez je bil edini, ki je ostal še pod križem. In zdaj ti učenci iz strahu pred Judi, pri zaprtih vratih, razlagajo, da so videli Jezusa živega pri zaprtih vratih vstopiti. Kaj si lahko misli Tomaž? Pa so bili prijatelji, so bili 3 leta skupaj, so šli skozi marsikaj, jih je imel priložnost spoznati, jaz verjamem, da so si tudi zaupali, ampak kaj takega, tako sporočilo, taka novica, a se to verjame ali se ne verjame? Nikoli se še ni zgodilo, da bi nekdo, ki je bil mrtev, za katerega so pač videli, da je bil v grob položen, z rokami prevedenimi, da bi ta oseba potem 3 dni kasneje živa hodila po svetu. Se še ni zgodilo. In tisto, kar je najtežje Tomažu, je morda, oziroma kar je mogoče, tisto, kar mu tudi Jezus očita, ne to, da si on želi videti Jezusa živega. Na kar ga Jezus opozori, je to, da ne verjame svojim prijateljem. Da ne zaupa. Ker, kot rečeno, se vračam nazaj na začetno vprašanje, jasno je, da mi vedno vsem ljudem ne moramo zaupati vsega, da je treba malo preverjati. Ampak, če pa nikomur, ničesar ne zaupamo, se pa pravzaprav podrejo vsi naši odnosi, se podreja vsaka naša skupnost. Evangelist Janez je napisal, na koncu smo slišali na koncu tega evangeljskega odlomka, zakaj so vsa ta pričevanja zapisana. Janez se zaveda, da je zadnji med tistimi, ki so bili očividci teh stvari. In da od tu naprej ljudje ne bodo imeli več te izkušnje, ki so imeli apostoli in tisti, ki so živeli v tistem času, da bi Jezusa lahko gledali s telesnimi očmi. S tem je konec. Edino, kar ostane, so pričevanja. In pričevanja so pripovedi, zgodbe o tem, kaj se je zgodilo nekomu drugemu. Besede sicer veliko prenesejo, veliko sporočila in tudi mi pač radi beremo zgodbe in romane in filme, ki so zgodbe, ampak hkrati, kaj verjamem, kaj pa ne verjamem. Čemu pustim, da se me dotakne dovolj globoko, da to začne spreminjati tudi moje življenje. Tisto, kar je razlika med nami in apostoli, je jasno. Apostoli so Jezusa gledali s telesnimi očmi, tega mi ne moremo. Kaj je pa podobnost med nami? Kaj je pa tisto, kar nam je pa skupno? Tudi apostoli so se morali naučiti, da so Jezusovo prisotnost prebirali potem v znamenjih s pomočjo Svetega Duha. Da so lahko razbirali znamenja in v njih prepoznavali Jezusovo prisotnost. Ker tudi apostoli so imeli mogoče še težjo nalogo, ker so morali preklopiti. Ker so gledali Jezusa živega, ampak potem Jezus jim obljublja, da bo z njimi ves čas, po znamenjih, po zakramentih, po kruhu in vinu v Evharistiji, po bratih in sestrah, ves čas z njimi po znamenjih. In zdaj ta znamenja prepoznavati skozi pogled Svetega Duha. V tem smo si pa isti. Tako kot apostoli takrat, po Jezusovem nebohodu, tako mi danes. Na enak način. Imamo isti izziv ali pa isto priložnost. Ko govorimo o Svetem Duhu in o tem daru, želim zdaj povabiti še Birmance, ki so danes tukaj. Letos jih imamo 38.
13. maja bodo prejeli darove svetega duha 7 pri Birmi. Zdaj smo v ciljni ravnini pred tem praznikom. Povabim Birmance, da se nam pridružite tule spredaj. Ni treba nič govoriti. Želim pa, da občestvo vidi vaše obraze. Kar, tako. Si želim, da si jih malo ogledate, da si jih zapomnite. Zakaj? Na steni okrogle kapele, še bolj skupaj, ali pa v 2 vrsti magari. Evo, še ta razprihaja. Rad bi vam jih zaupal v molitev. Na steni okrogle kapele, ste lahko že videli pri vhodu, pri vstopu, je plakat z njihovimi imeni, nekateri so tudi poslali fotografije, spodaj pod tem plakatom so pa listki z njihovimi imeni. Jaz vam jih res priporočim v molitev, da bi lahko v tem mesecu, kolikor še manjka do Birme, svoje srce še bolj odprli, da bi se lahko čim bolj pripravili, ne samo zunanje, z nakupom oblek, pa z izbiro botrov, ampak tudi notranje, na ta praznik, na ta sprejem svetega duha, da bodo lahko tudi oni, ko pride vrsta na njih, po znamenjih s močjo svetega duha, prepoznavali, da je Jezus vedno živ in da bo to lahko, tako kot naše, spreminjalo tudi njihovo življenje. Pa mogoče za spodbudo res še en aplavz. Tako, mislim, da smo vas čisto dosti spravljali v zadrego, se lahko sedete nazaj. Tako, zdaj nas pa vse povabim, da ostanemo in skupaj izpovemo to, kar verujemo.